sem delala v BTC v eni trgovini, to se prav spomnim, to ne vem, mislim, da tega še nikoli nikjer nisem povedala. Ok, ekskluzivno. In akcija! Pozdravljeni nazaj na drugem kanalu, moje ime je Ian in ti gledaš Dolg jezik. Daj mi povejte, koliko časa že gledate Dolg jezik. Mislim, da že kar neki, bi lahko rekli več kaj eno leto. Dolg jezik je serial, v katerem govorimo o pop kulturi, o tračih, resničnostnih šovih in tako naprej. Zakaj se še enkrat predstavljam? Zaradi tega, ker je današnja epizoda pa nekaj posebenega. Današnja epizoda je rezultat enoletnega truda, to, da vas po tolikem času še vedno toliko ljudi spremlja Dolg jezik, ker danes je moja gostja, ena in edina Nina Osenar. Čakate popolnoma ekskluzivni intervju, dotaknila se bova njene začetne kariere, kaj vse je doživela, kakšen je bil show biznis včasih in kakšen je show biznis danes. Skrivnosti, ki so se dogajale v zakulisju, tako da če te to in še veliko več zanima, poglej video do konca. Živijo Nina, živijo Nina, daj mi kar prvo mi povej, kako si, zdaj, ko si tukaj, ko si se dol usedla. Ja, super, sem taka mlada ekipa, ste tak mlad vibe, pa veš, zdaj boste mene kar malo pomladila, ne? Že tako je mlada, zdaj bomo pa še pomladili. Oh my god! Nič več, sem zdaj že ženska v srednjih letih, a veš. Pa imaš kaj občutek, da ta biznis, pa ta leta je kaj hujš, kot je bilo včasih, ali je isto, ali so veliko bolj, kako se kaj gleda žensko pa leta? Ja, veš kaj, v bistvu včasih se mi zdi, da je bilo veliko hujš, no? Saj jaz sem tak občutek, čeprav zdaj, veš, res živimo tako v enem svetu, kjer mu vladajo eni taki toksični lepotni standardi, a ne? Okay. A veš, recimo tako vse ti influencerji, vse to je v bistvu zdaj nekako, pa so filtri, pa je v bistvu botoks postal del osebne higiene, a veš, v bistvu se mi včasih se mi zdi, da se skoraj da ženski zdaj mojih let v tej družbi niti ni dovoljeno, da se postara naravno. Ja. Ampak jaz kljubujem temu, a veš, ne? Ja, no super. Dej povej. Ampak kar se tiče pa medijev, a ne? Tako je bilo pa, jaz se spomnim, ko sem začela 20 let nazaj, to je bilo, časopisi so bili res žleht. Ja. Znali so biti, no tako ne vsi, ampak so res znali biti žleht in je danes to veliko boljš. So prijaznejši, bolj je ta simbioza, nekako se mi zdi, da bolj razumejo to, da če bojo prijazni, boš tudi ti dal več intervjujev in tako. Z roko v roki, ne? Z roko v roki, sodelujemo bolj med sabo, tako da res se mi zdi, da se je spremenilo. Sem se pa jaz zelo dolgo otepala Instagrama, sicer potem sem bila tako bolna, pa sem 5 let ležala, ampak zdaj ga imam in veš, da ti moram povedati, da sem tako pozitivno presenečena. Čist prvič v življenju imaš ti Instagram. Prvič v življenju. Ja, odprla sem ga zdaj dober mesec nazaj. In res ti moram povedati, da to je pa tak cool community. Čeprav, če se dotaknemo majčkan člankov, prvi članek je bil Nina Osenar objavila fotografijo v bikiniju. In sem si tam mislil, oh my god, kdo se to vedno bere? Kdo še vedno to bere? A veš? In se je dobila kakšen flashback, oh my god, sem že nazaj na steni, so že članki o bikiniju. Ja, ampak, kaj pa vem? Si že navajena? Sem navajena, ja, čeprav zdaj vse skupaj malo drugače, ne, vseeno sem sem mama, 6-letnemu sinčku in sem razmišljala, čem objaviti zdaj to v kopalkah ali ne, pa kolegica moja rekla, pa te Nina, prosim te, da bi imela jaz tako postavo, jaz bi jo takoj objavila to fotko. En aplavz kolegici, res, čist strinjam, kar je pela. Ti si dobila kaj, v parih, 2 mesecih si dobila, zdaj smo na 14 sledilcih, tam nekje, ne? Kakšen je občutek, ko si prišla nazaj, si se kaj vprašala, a se me kdo še spomne? Ali kako bom sprejeta? Kakšne vprašanja so ti rojila po glavu, preden si naredila Instagram? In kakšen je zdaj občutek, ko vidiš, koliko ljudi se je zbralo v enem dobrem mestu? Ja, veš kaj, mislim, to je tak lep občutek v bistvu, da še vedno so ljudje, ki te imajo radi, a ne? V bistvu to so res ljudje, ki te spremljajo, ki spremljajo tvojo kariero. Jaz sem bila vedno tako zelo iskrena v tem, kar sem počela, tako da se mi zdi tudi, da čutijo to mojo energijo ljudje, no? In sem res hvaležna in srečna. Ste pričakovala tak velik? Ma ne, nisem pričakovala, res ne. Prav, v bistvu res sem čisto, ko sem rekla, ok, zdaj bom podprla Instagram, tako so me spodbujala, ne, tudi, pa so rekla, zdaj si knjigo napisala, pa fajn je, da imaš Instagram, pa sem rekla, jo, ne vem to.
veliko časa vzame. Jaz imam družino, moja prioriteta je moj sin in moj mož, ne? Jaz nimam časa pač viseti na telefonu, tako rekoč, ne? Ampak v bistvu vidim, da sploh ni potrebe po tem, ker če ne kompliciraš, ne, tako kot jaz ne dajem nobenih filtrov, pa v bistvu se posnamem čistko. Kar je pa tudi že redko in to ljudje radi vidijo, ne? Ja, sem pa lani, ko sem vodila Popevko in sem se takrat vrnila na televizijo, ne, v bistvu po 5 letih, sem imela malo več pritiska mogoče, ker vse je to pač velik slovenski festival, uživo je. Živčna kaj, ali? Ma nisem bila živčna, veš kako, v bistvu ti bom pa tako rekla. Bilo je malo pritiska, pač kako se bo javnost zdaj odzvala, ampak je bilo spet zelo lepo, res zelo srčno so se odzvali ljudje. A to si tako, ti si pač si prišla k močem, si rekla in pa si kaj poklicala na RTV? Kako se to sploh začne? Ne, veš kaj, jaz sem v bistvu po 4 letih in pol sem dala prvič en intervju za revijo Jana. In takrat sem prvič spregovorila o tem, zakaj sem kar zginila s scene, ker jaz v bistvu res takrat, ko sem zbolela, niti nisem imela moči, jaz sem v bistvu 2 leti komaj govorila, sploh nisem govorila, toliko sem bila slaba, In takrat sem se, pač nisem niti imela moči, da bi odgovarjala medijem, kaj mi je. In potem so oni kar nekako zaključili, ko se nisem javljala na telefone in na maile, da jaz uživam z družino in nekako niso več potem pritiskali name, kar sem jim res zelo, zelo hvaležna, ker sem rabila ta svoj mir, ta svoj čas, da sem se pač zacelila, tako rekoč. Ta trpka življenjska preizkušnja mi je dala tudi čisto eno drugo samozavest. In v bistvu, ko sem stopala na ta velik oder, nisem imela toliko te treme, bilo je malo pritiska, kako se bodo ljudje odzvali, ker sem nazaj, ampak nisem pa imela take treme, recimo, da bi me blazno, da bi bila živčna, joj, kako bom zdaj to oddelala, Tako sem res stopila na ta oder z enim takim veseljem in... A ti je bilo guno, zdaj sem pa v okolici, ker sem jaz, počutim se kot doma, to je moja strast in si vesela, da si nazaj. Veš, kaj ti bom rekla? V bistvu nikoli v 20 letih kariere, ko sem vodila televizijske oddaje, ali pa pela, ali pa karkoli sem počela, nisem imela tega feelinga, da je to zares moje poslanstvo. Prav tako. Bolj sem to jemala kot neko službo, nekaj, kar sem bila blagoslovljena, da to lahko počnem. Ampak, veš, to, da sem pa prav, da me je izpolnjevalo, včasih me je, ne pa vedno. Muzika bolj celo kot televizijsko voditeljstvo. Ja, potem pa, ko pa mi je bilo to odvzeto, ker naenkrat, ko sem zbolela, sem pa v bistvu pogrešala to. In potem, ko sem stopila na ta oder Popevke po 5 letih, sem pa prvič začutila, wow, oder je dejansko res tvoj dom, drugi dom. Moj drugi dom. In to je to. In to si še želim početi. Tako, ja. A se vrnemo na sam začetek? Dejva. Zdaj mi da malo na... Če se sploh še spomnim, da sem že res, nisi z leta 37 se mi zdi, veš? Ej, daj mi povej, a ste vse skupaj začeli, pa popravim, če se motim, z Miss Hawaiian Tropic, ne? Ja. Leta 2004? 4, ja. 4 ali 5, 4. 4, nekaj tak? Nekaj tak, ja. 2004. Ne bomo govorili ta pravih letencah. Ja. Ok, daj mi povej, koliko si bila takrat stara, pa kakšen je bil takrat, kako si takrat razmišljala, kako si se mu izprijavila, kakšna je bila takrat Nina, daj mi povej. Ja, 20 let sem bila stara, v bistvu sem ravno zaključila eno zelo težko razmerje, 1 leto je trajalo, kjer pač me je moj bivši fant takrat, psihično, fizično nasilje in nekako je bila čist poteptana, tista moja samozavest, je bila sicer še to taka mladostniška samozavest, mogoče na začetku zgrajena, a veš, malo tako iz ego tripa bolj, ne? Ni še tista prava, taka polnokrvna ženska samozavest, kakršno imam zdaj recimo, ampak takrat tisto je bilo pa res grozljivka. In potem sem delala v BTC v eni trgovini, to se prav spomnim, to ne vem, mislim, da tega še nikoli nikjer nisem povedala. Ekskluzivno. In sem delala v BTC v eni trgovini z oblačili in sem potem pač šla tam do WC, ker sem imela vedro, tako da bom pomila tam po tleh, in je prišel mimo en starejši gospod in on, jaz sem pa fotograf, ti si pa ful luškana, imela sem rdeče lase in pač nisem se mazala takrat brez make-upa in tako in sem jaz tam pomivala in on mi da vizitko in si jaz mislim, kaj je to zedana, veš, to je nekaj čuden in sem tisto vizitko stran vrgla. No, potem pa grem enkrat čez Kongresni trg, se sprehajam in ta isti človek, fotograf na kolesu in on, tebe sem pa jaz ustavil, pa me nisi poklicala. Mislim, kakšna usoda najbrž, ne? In jaz rečem, pa res, pa daj mi poklič, prosim te, jaz ti naredim zastonj fotografije, tudi sodelujem z razno raznimi temi, v bistvu, ki imajo licenco ljudi,
mi, ne za Miss Hawaiian Tropic, za Miss Slovenije. Pa jaz mislim, da bi se ti lahko prijavila in meni se je to zdelo čist mem, sem si mislila, no, bo. Ja, pa tudi veš, jaz sem bila v srednji šoli tako, jaz sem imela milijon piercingov, drede. Ja, vem, ja. Tako, čist sem bila taka alter bejba, upornica čista in tatua, ne, čez pol hrbta in potem se mi je to zdelo, joj, kakšna Miss Slovenija, mislim, sploh ne pašem tja. Ja. No in potem sem se vseeno pogumila in sem takrat šla k temu fotografu in mi naredil prve fotke in takrat sem bila v Slovenskih novicah v Bulvarju, kjer so imeli dekleta tako na sliki. Eno fotko, okay, nek ups tedna. Ja. Joj, da se to zdaj le spomnim, ne moram verjeti, da se to sploh spomnim. Ja. In takrat, no, tista fotka, no, potem pa sem jaz tisto zvezo zaključila in on rekel, Nina, daj se prijaviti na Miss Slovenije. In sem rekla, ne, jaz tja sploh ne pašem, pa mi je rekel za Miss Hawaiian Tropic. In potem nekako sem rekla, ok, mogoče pa, tam so pa te neke bejbike, ki so tudi lahko malo manjše, jaz nisem glih najbolj visoka, ne. Ker za Miss Slovenije vse je to nek ta bolj model look, mogoče, ne. Bil včasih, ja. Kaj danes bomo tema združili? Bova, ja. V glavnem Miss Hawaiian Tropic naj bi bile pač te neke take male seksi bombice in potem sem rekla, ok, mogoče pa tate tudi tam ne bo problem, pa tako in sem se prijavila. In potem sem kar zmagala. Brez izkušenj, brez vse. Brez izkušenj, jaz se spomnim, kako sem se tresla, preden sem šla na oder. In jaz sem kar zdaj tja stopila na tisto oder, imeli so še problem z mano, zaradi tega, ker je bil sponzor takrat Hawaiian Tropica Krznar. Okay. In je bil en izhod, so imele punce gamaše, pa šale, pa še neke, ne vem kaj je še bilo, v glavnem so imele iz krzna in jaz sem takrat rekla, ne, iz krzna ne bom nosila, pa tudi če ne grem v finale, sploh me ne zanima. No in potem so meni naredile, sem bila edina takrat od 12 tekmovalk, ki je nosila umetno krzno. Oh, wow. Ja. In to že na začetku kariere je povedala, kaj bo delala in kaj ne bo. To, da si ti zmagala Miss Hawaiian Tropic, je včasih ti lahko odprlo več vrat kot danes? To je bil wow moment takrat, ne, ali pa se slikati za Playboy, to je takrat res imel nek tak. Playboy je pa šel za Miss Hawaiian Tropic. Za Miss Hawaiian Tropic, ja. Daj mi povej, kakšna je bila tvoja izkušnja pa s Playboyom? Dajva se vrniti zdaj mečkaj, koliko si bila takrat stara? Ja, čakaj, mislim, da sem bila 21 let. 21, ja. Ja. Te bi z Amerike povabil, ne? Ja, tudi so me povabili, v bistvu so videli moje slike. Ja. Aleš Bravničar me je takrat slikal, odličen, krasen fotograf. Ja, takrat, ja. Tako da potem so pa videli te slike in takrat so me v bistvu povabili v Miami in sem se šla slikati za ameriški Playboy special. Ja, tako da takrat je bil Jarmo Pohjanemi, je bil fotograf, priznan. Kakšne so izkušnje? Kaj se dogaja zadnje? A veš, na Playboy imam pa tako zelo lepe spomine, no. Tako v bistvu, a veš, jaz sem takrat bila tako, ne vem, nič mi ni bilo problema, veš, ni mi bilo ničesar sram. Zdaj recimo, z leti je ful zanimivo, ampak je v bistvu mogoče prišla tudi neka ta sramežljivost, veš, ne? Takrat pa se mi je zdelo, da mi svet leži pred nogami in tudi ta izkušnja za Playboy je bila tako, veš, sploh v Ameriki, ne? Tako se spomnim takrat, ko sem se počutila res kot prava zvezda, no? Maskerji okrog mene, fotografi, mislim, Izkušnja, Mi je ja. pa všeč slišati, da ste imela prijetno izkušnjo zaradi tega, ker je predvsem z leti prišlo en kup enih zgodb, predvsem iz setov, pa Playboyovih žajčic, pa vse te stvari, ki so tem dogajale, tako da hvala Bogu si jaz sem imela res in v Sloveniji, pač in v Ameriki sem imela res lepo izkušnjo, tako da to moram reči, ampak, ne, spet, če se vrnem nazaj, če bi še enkrat začenjala za Playboy se pa najbrž ne bi več. Ker Playboy je kot hardcore, ne? Ja. Kaj pa včasih je bila res ta rivalnost, je bila pa tekmovalnost, ki so vas primerjali mediji med sabo, je bilo res absurdno. Absurdno je bilo. Daj mi povej, v kakšnih odnosih si bila ti s Sanjo Grohar? Ja, kako je to? Ona je tako fajn oseba. Res, jaz jo imam zelo rada, tako da zdaj srečali smo se nekaj časa nazaj v Zari. Ja, seveda. Po 100 letih in so se tako objeli, mislim, da ni minilo vmes res toliko in toliko let, ko se midva niso videli, ampak midva se niso videli, ne vem, po mojem, 15 let. No. Ampak takrat, res, kako je bilo to absurdno, kako so v bistvu mediji to pumpali. Vaju med sabo. Med sabo, midva pa v bistvu sploh nisva bili nobeni rivalki. Drame ni bilo med vama. Nobene drame med nama, midva so se razumeli, mi da smo bili v bistvu čist ok in cool in vedno, ko smo se srečali, smo imeli ta priston odnos, tako smo se imeli radi in pač je vedno tako ostalo, no.
vidve Sanja Grohar sta bili skupaj v tožbi proti Playboyu. Ja. Kasneje je Sanja Grohar od te tožbe odstopila, ti si pa nadaljevala. Bila je tožba zaradi tega, ker so uporabljali vajne fotografije. Ja. Daj mi povej, kako se je to zaključilo? Ja, ameriški special, v bistvu smo se potem tudi obe fotografirali za ta ameriški special in je bilo tudi objavljeno. Potem so pa v bistvu pri nas takrat, zdaj se že ne bom več dobro spomnila, ampak so te fotografije uporabljali in mislim, da so jih dali celo na jumbo plakate. Mislim, da, nisem čez ziher. V glavnem mi je bilo zelo grdo, ker so to brez kakršnekoli vednosti moje in njene, so to pač kar objavili, vse povsod. Jaz sem dobila samo takrat, če se prav spomnim, en mail, jutri si pa v reviji. Plačana pa nič. Plačana pa nič, ne? Ja. In potem sem jaz rekla, čakajte malo, ne? Mene ni motilo, da so oni te fotografije objavili. Jaz sem vedela, da bo to šlo vse povsod. Ja. Ampak niso pa imeli dovoljenja, da oni to objavijo brez plačila. Mene je bilo pa takrat vseeno, ali me bodo zdaj v tem mediju, v tej medijski hiši še kdaj objavili ali ne. Jaz sem hotela pač dokazati svoj prav. In ko se jaz nečesa lotim, to dokončam in sem potem zaključila. Ja, sem zaključila, v bistvu jaz sem takrat tožbo dobila. A res? Proti Playboyu? Ja, sem dobila tožbo, sem imela odlično odvetnico, ampak potem tisti znesek, ki sem ga dobila, sem ga dala pa v dobrodelne namene. Ja, saj se šlo bolj za... Šlo se je za to, v bistvu, da sem mogla malo pokazati zobe, veš? Ne? Da ni tako zdaj, da pa kar lahko mene pa vse povsod objavljate, kakorkoli želite, a ne? Mislim, če gre tukaj pa za nek posel v zadju, potem pa je treba to pač tako tudi speljati. Če se mogoče spomniš, kaj je bila največja laž, ki si jo kadarkoli slišala o sebi? Ja, to je bilo pa precej brutalno. Ja? To je bila pa brutalna laž in sicer mene je takrat v tem času, ko sem bila Miss in Playboyovo dekle in tako, me je kontaktirala ena gospodična iz ene modne agencije naše, znane. In je takrat pač prosila, če lahko moje fotografije objavi. A že veš, ja. No in so takrat pač moje fotografije, ne gole, ampak pač te neke model look in tako, kot pač ta nek portfolio so objavili na spletni strani njihovi. In potem je to od agencije modne. Od agencije modne, tako. In potem je to neka moldavska escort agencija ukradla te slike in je objavila na svoji spletni strani, ne samo mene, bilo nas je kar, mislim, da enih 10 žensk, ampak samo jaz od teh 10 sem bila znana osebnost slovenska, ne? In so potem to izrabili, da sem jaz pač high class escort bejba, ne? Da se prodajam in tako, in to je bilo tako grozno. Jaz se pa takrat spomnim, takrat me pa je prizadelo, zaradi tega, ker je prizadelo takrat tudi to mojo mamo in očeta. No, to me zanima. Jaz sem v bistvu takrat vodila Big Brother, mislim, da je bila to druga sezona, tako da bilo je praktično nemogoče, da bi mene lahko kdo blokiral, ker sem bila na Pop TV-ju cele dneve. Ja. Že to, ne, z tega vidika, ampak to so takrat tako grdo izrabili in takrat so mene poklicali. Jaz se spomnim pač iz ene časopisne revije in so rekli, so mi povedali, zakaj gre, sploh nisem vedela, da so fotke objavljene, kako to komentiram in jaz sem se smejala v telefonu in sem rekla, joj, lepo vas prosim, jaz sem delal na Pop TV-ju, mislim, kakšno prodajanje, zakaj sploh gre, sploh ne razumem ničesar. In potem so to vzeli, kot da jaz v bistvu nisem zanikala, ne. In potem so se razpisali in to je bilo takrat še ena televizija, taka pač ena obskurna televizija je takrat objavila prav, mislim, nek tak video, da kakšna sem jaz karieristka in očitno pač, da se tudi prodajam in tako in da grem preko trupel. Skratka, bilo je res grozen, ker so to potem vsi mediji povzemali in takrat se pa res nisem dobro počutila v svoji koži. No? Tako. Ampak tudi takrat mi je bilo žal, da ni ta oseba, pač lastnica te agencije, stopila meni bolj v bran in rekla, glejte, mislim, ukradli so slike iz moje spletne strani, tako da sem se potem jaz mogla v bistvu s tem spopadati, ne, sem bila sama proti vsemu, ampak potem pač seveda niso mogli tega dokazati in nisem se pa takrat odločila potem tudi za nobeno tožbo, no, ker sem samo želela, da to čim hitreje mine, ker je pa res tako, a veš, ljudje pozabijo, ne. Ja. Danes si na naslovnici, jutri je to že skoraj... To je dobro. Ja. Zdaj še povedaš, Ijana, čez 20 let, ko te sprašuje. Okay. Nina Ustenar je lik. Imam jaz občutek, ki si ga ti mogla velikrat mečkan povečati, ker ko sem jaz gledal intervjuje, ki si jih imela s temi, predvsem moškimi, to ni bilo nobenega spoštovanja do tvoje strani. Daj mi povej, kakšna je tvoja izkušnja s temi moškimi, za spoštovanjem, ker ni ga bilo nobenega, v glavnem. No?
Dej povej, kakšne imaš ti kaj izkušnje z moškimi? Ja, v bistvu 20 let nazaj, ko sem začela, je bilo res to tako. Sem res imela slabe izkušnje z moškimi. V bistvu, takrat pa tudi nisem znala, jaz nisem bila še tako, kako bi ti rekla, postavljena oseba. V bistvu sem začenjala, in tudi jaz sem se še malo lovila in ko me je kdo prizadel, užalil, nisem znala odreagirati prav nazaj. Veš, jaz sem se v bistvu takrat, me je to prizadelo in nekako nisem znala povedati mu svoje. Zdaj pa poslušaj ti gospod ali pa gospodič, takole se pa midva ne bova pogovarjala. Pač, če imam jaz lahko spoštovanje do tebe, ga imej tudi do mene. Celo sem enkrat doživela, pa ne bom povedala kdo, ampak ko sem bila gostja v eni televizijski oddaji, ki je zdaj sicer že ni več, je bil tam nek tak novinar, nek moški, ki piše bolj za to intelektualno srednjo. In sem jaz takrat prišla in sem rekla, že jaz sem Nina, in se je obrnil stran, niti roke mi ni hotel dati. In to je takrat me tako prizadelo, od tega se res spomnim, v bistvu, kako sem lahko nekomu tako v bistvu manj vredna. In ja, to se je dogajalo in tudi intervjuji, kot sem prej govorila, ko so začenjali članke vsi za starleta, pa nikoli ni bilo televizijska voditeljica, ali pa ne vem, ženska, ki ima svoj jaz. Kasneje, ko sem imela intervjuje s kakšnim moškim, moram reči, da sem imela boljše izkušnje, so izkazali spoštovanje, zdaj pa sploh v bistvu ni več teh težav. Je pa res, da delam več ali manj intervjuje z ženskami. Ja. Ker enkrat sem gledal intervju, to je bil viralen posnetek, kot je rekel, samo še čakam, da boš dobila kakšnega producenta ali pa režiserja in si pa rekla, zdaj ste se pa vi malo pošalala. Ne, če se ti sploh še spomniš tega. Točno se spomnim tega. Se spomniš? In se pravi, zdaj samo še čakam, kdaj bo s kakšnim režiserjem ali pa producentom začela hoditi. In tako naprej, ampak ne mislim, da je to bistvo. Ne. Točno se spomnim tega. Ja, mislim, od kje, res kaj za vraga, ker jaz pa res nisem bila znana po tem, da ne vem, dejtam neke take ljudi, skratka, da bi, ne vem, ali z denarjem, ali neke moške tako. V bistvu res nisem imela tega slovesa, ali pa da bi blazno menjala partnerje, ali pa kakorkoli. Sem v bistvu, čeprav sem se jaz takrat slekla za moško revijo, jaz sem bila v bistvu zelo zadržana, kar se tiče moških. Nisem bila, če takole rečem, na izvolte. Nikoli. Kje je bila tvoja prva velika oddaja? Prva velika oddaja v bistvu, da sem bila jaz akterka, ne še v vlogi voditeljice, je bila Sanjska ženska. Ampak ti si vmes prišla noter? Ja, jaz sem... Ja, kaj je bilo to? Je bilo tako PR-ovsko zapeljano, da se je prva Sanjska ženska zaljubila, Da vam večkrat dam kontekst. Bila je oddaja Sanjska ženska, ker imate danes sanjskega moškega, in vmes se je Sanjska ženska zaljubila v ekipo snemalca, ali če se jaz to prosim? Veš, da to se pa ne spomnim. Mislim, da se je zaljubila in tista gospodična je rekla, ne bom več snimala oddaje. Ja. Panika, kaj se naredijo in oni pokličejo Nino Stenar. Ja, tako je. Zdaj pa nadaljuje. Ja, panika, kaj bomo, koga imamo že v bistvu posnete prve oddaje, fantje so izbrani, koga zdaj na hitro lahko uštulimo, da bo okej, No in potem je pa takrat en novinar, ki je delal za Playboy, je pa rekel, pokličite Nino Stenar, ona je taka vedra, ona je tako cool, Mislim, zelo so se razumela s tem novinarjem in so potem res takrat mene poklicali in jaz nikoli ne bom pozabila, ko so me povabili na Pop TV, jaz pridem tja na televizijo in takrat je bila ena taka markantna ženska, Nika Dev. Nika Dev je bila, mislim, da je bila ona takrat direktorica marketinga. In jaz pridem tja noter in me je bilo kar malo strah, kar naenkrat, veš, televiziji in tako. In ona, veš kaj, zdaj ti damo pol ure, tle imaš pogodbo, ti jo preber, mi ne moramo nič zavlačevati, ker jutri ti že snemaš. Če se odločiš, da si naša sanjska ženska. Pogoji so taki, tole, takole, tamle te damo v sobo, tle imaš telefon tvoj, poklič mamo, brata, strica, kogarkoli želiš, posvetuj se, ampak imaš pa res pol urce časa. In jaz mene res zaprejo tja v tisto sobo, jaz pokličem mami. Mami, kaj naj naredim? Ja, ne vem, kako, a kar sanjska ženska? Sem rekla, pokličem še mojo prijateljico Vanjo. Ma Ninči, pejt, kaj te briga, vse je super. Pa jaz tako, ampak jaz že kar jutri začnem snemati. Ja, pejt. In res, naslednji dan, fotografiranje, podpišem tisto pogodbo, fotkanje, intervjuji, iz danes na jutr so me odpeljali tja na grad Turjak, kjer smo snemali.
Ampak veš, ti moram povedati, da to so bili pa najlepši trenutki mojega življenja. Tako, kar se tiče ekipe, jaz sem se takrat tako zabavala, jaz sem se z ekipo tako nasmejala in zdaj imam priložnost omeniti žal pokojnega Roberta Erjavca. Pred kratkim, ne? Pred kratkim je umrl in mi je tako hudo. To je pa res en tak sončen človek, zdaj mi gre pa na jok. Kako se ga spomniš? Midva sva se pa takrat, to kot sem se pa jaz z Robertom Erjavcem presmejala na tistem setu Sanjske ženske, on je bil voditelj. Enkrat je bilo tako, da sva se tako smejala, sedela sva tako kot zdaj midva, in sva mogla izbirati tiste fante, ki jih bom obdržala. In so bili na slikah pač ti fantje in midva sva se tako smejala, da je kamerman za kamero takole je delal in je šla kamera gor in dol. In sva snemala, ker bi mogla posneti v 10 minutah, sva snemala, mislim, da 2 uri, ker so nama solze tekle, meni so mogli vmes make-up popraviti, njega so mogli obrisati, ker je čist zašvical. On je bil tak sonce od začetka tako sonce, tako srčen človek in veš, včasih se mi zdi, da tako taki srčni ljudje tako prehitro grejo z tega sveta. Ni fair, včasih si reči. Včasih res ni fair, ne? In ko sem zvedla, mi je žal, vidiš, kako včasih zbeži priložnost, a ne, zato moramo ljudem, ki jih imamo radi in ko so nam pri srcu, ko so še med nami, a ne, ko so še z nami in moramo namenjati svoj čas. Ti si velikrat imela kakšne kemijo, ko si enkrat prišla, potem a si tudi not padel. Ja. Kakšna ti je bila ta izkušnja? Skeči, misice, mis univerze, na katero nikoli ne boš prišla, ta stavek, jaz ne bom nikoli pozabil od Jurija Zrneca. Kako imaš njega v spominu? Okay. Tiste oddaje se pa ne spominjam prav najlepš. No? Okay. Mogoče se mi je zdelo, da se vse heca, ne? Ampak ima pa vse svoje meje. Ima pa vse svoje meje in takrat se mi je zdelo mogoče, da sta šla z Ladotom ponekod malo čez mejo. Se je bilo zelo na meji. In takrat sem se v bistvu tudi počutila zelo tako, nisem se počutila dobro, no. A ste že kaj bruhali danes? Iskreno, no. Čeprav imam Jurija in Ladota zelo rada, ne. Okay. Ampak danes je to seveda čisto drugače. Ne? Takrat pa mogoče tudi ona dva do mene nista še imela spoštovanja. Mogoče. Kaj pa te je zmotilo najbolj? A skeči nikaj niso bili okusni? Ali? Ja, v bistvu vse skupaj je bilo tako. Ne? Nekaj v tem kontekstu. Rekel mi je Lado, ko je delal intervju z mano, je rekel, ne vem kako je prišel do tega, ampak je rekel, a si prebrala Vojno in mir od Dostojevskega. In sem jaz rekla ne. Je rekel, ja seveda, da nekaj Dostojevski ni napisal. Nekaj na to foro in jaz sem čisto zamrzana. Jaz se takrat spomnim, da sem spet to pač maskirala s smehom. Mislim, sem tudi brala Tolstoja in seveda, da vem, kdo je Dostojevski in kaj je napisal, ampak a veš, tako sem bila v šoku, da nisem znala odreagirati in takrat mi je bilo tako grozen, ker je pol to bilo, ne, tako kot spet, ne, Jonina Osenar je trapa, ne. Ja. Kada bi se trudili na tako prikazati? Ja, res, tudi enkrat se spomnim, ko je bilo, ne vem, kje smo bile, neko lepotno tekmovanje je bilo in potem so spraševali nas misice, ne vem, katero je glavno mesto, ne vem česa. Nisem hotel tega danes sploh... Ok, in pač valjda, ne, mislim, ok, Vietnam, zdaj sem to čistko vam potegnila, pa je Hanoi, ampak ok, whatever. V glavnem tako so spraševali neka glavna mesta, pa to jaz sem takrat vedela odgovore. Ampak so takrat potem to tako zmontirali, da sem se jaz samo smejala spet, ne. Pa to je bilo zmontirano, ne? Niso dali mojih odgovorov pravih, ampak so dali samo moj smeh, ne. Ta klip slovenske misice je bilo zelo dolg časa. Ne bi vedela. Ne. V pismu, jaz mislim, da v Ameriki. Mislim, a veš, grozen, ne, in tudi danes, ne, tako, če ti, bi odreagirala čisto drugače, seveda, ne, pa ko ti nekdo pomoli mikrofon takole, z lučjo v glavo. Zdajle z lučjo v glavo, pa še mlada si, neizkušena, veš, in tudi ta dekleta, mislim, tako kot imam jaz izkušnje, pač z teh lepotnih tekmovanj, so bile čisto brihtne punce, a veš, mislim, to niso trape, a ne, in je grozen, ko so nas tako prikazovali, no. To je bil res prav cilj včasih. Prav cilj je bil takrat, v tistem obdobju je bil to prav tak cilj, ja.
Pol pa, greva še glasbeno kariero. Ok, kakšno imaš, da mi povej, kako se je vse sploh skupaj začelo, pa če se ti sploh zavedaš, kakšen ikoničen komad je zelo na glas. O moj bog. A je bil zelo na glas za Big Brother posnet? Ali? Ja, za Big Brother je bil posnet in takrat sem se jaz še zelo branila tega komada. Sem rekla, ne, pa to ni moj stil, pa ne vem, če bi jaz to pela. Potem sva takrat z Ivotom Rimcem napisala tekst, čeprav ti moram nekaj povedati. Ne. Ni mi mar, kaj prav in kaj narobe. Pa to more biti najhujši refren vseh časov. Ni mi všeč. Ni mi všeč. Ne, ni mi mar, kaj prav in kaj narobe. Pa to je, pa to je grozen, pa seveda, da nam mora biti mar, kaj je prav in kaj narobe. Tako da, v bistvu, če bi lahko spremenila ta refren, bi ga z največjim veseljem. Res, danes bi to zelo težko pela. Ampak takrat, no, potem smo posneli ta komad in potem je kar ratov en tak Prijel se je čist. hit. Še danes. Še danes, Se ga zapomnijo ljudje. Ja, res. Tako da v bistvu potem sem jaz naredila pa ta komad z Lilužami, Moment Like This. Tell me about that. Ta komad, ta videospot, Ta videospot. gospodična. To je bilo takrat z Mitjo Okornom. Ja, Mitja Okorn, mislim, the best. Se spomnim, takrat smo snemali, 2 dni smo snemali, še celo noč. Jaz sem pa zjutraj letela, sem imela let na Filipine, ker sem šla snemati en katalog za kopalke. In se prav spomnim, kako mi je takrat moj bivši fant vročo vodo natočil v banjo in jaz sem komil, ker sem bila zmrznjena. Mi smo snemali, ne vem, koliko je bilo takrat, -10 stopinj. Jaz pa v eni oblekci, v rogu podrtem, takrat smo snemali. V belem perilu spodaj. Ja, točno to, ja, mislim, grozen takrat, kako sem se jaz prezebla takrat, ni me zebel nikoli prej, nikoli potem in takrat sem rekla, le to je bilo zadnjič, da sem jaz, prvič in zadnjič, da sem jaz takole snemala na takem mrazu. Splača se je. Ja, res, ampak ta spot je bil pa res, ja, pred časom takrat bil je tako drag, to se spomnim. Koliko tak stane? Takrat mislim, da je bilo 35 000 evrov. Je bil ta videospot, ampak takrat sem jaz to vse sponzorsko, se spomnim, takrat to je bilo veliko potezno, takrat z Mitjo Okornom, ali bova šla na veliko, ali pa ne bova nič, ne. Ok, ti si bila najbolj klikana Slovenka, potem pa se je bolj kot ne iz danes na jutri vse nehal, mogoče malo dramatizira, ampak ne dramatiziram. Kaj se je zgodilo 5 let nazaj? Ali je bilo to nekaj, kar je bilo že tako, ker ti je telo že kazalo, nekaj se bo zgodilo dolg časa, ali je bilo dejansko iz danes na jutri? Veš kaj, ja, v bistvu je zelo zanimivo, ne, jaz kot perfekcionistka sem imela že prej v bistvu to neko tendenco izgorevanja, ne. Ampak vedno sem, ko je šlo za službo, pravi čas zabremzala, ne, se pravi, ko sem se počutila, zdaj pa ne moram več, sem se jaz naspala, sem se malo spočila, šla v naravo in tako in je bilo okej. Potem sem pa jaz postala mama. Koliko pred tem si seveda spati ne spoznala? 2 leti. 2 leti pred boleznijo? 2 leti pred boleznijo, Zdaj mi sam še na hitro povej, kako ste se spoznala. Moj bog, to pa vse opišem v moji knjigi. To je tako na dolgo in na široko opisano, da v bistvu, ampak to je moški mojega življenja, on je ljubezen mojega življenja, jaz ga občudujem in jaz s takim ponosom nosim njegov priimek, res to je pa filmska ljubezen. 2 leti potem, pa ste se spoznala, potem ti... 1 leto sva v bistvu midva uživala, mislim uživala, pač tako sva se spoznavala, potem sem bila noseča zelo hitro, potem sem rodila in 7 mesecev po rojstvu sina sem jaz zbolela. Nespečnost, ne. Jaz sem takrat, jaz ti rečem lahko, da se je zgodil en tak umski, duševni, dušni armagedon in jaz sem se spremenila, materinstvo me je povsem preobrazilo, to je bilo nekaj neverjetnega, ko je takrat, ko je babica Irena dvigalna marlončka v višino mojih oči, se je vse v meni spremenilo. Takrat je začelo pogled na svet, vse v bistvu, takrat je moje srce, se mi zdi, šele začelo utripati tako, kot bi od nekdaj moralo. No. Meni se je pa telo sesulo, z mojo psiho ni bilo nič narobe, jaz sem imela ljubezni za tega otroka, mislim, to je bilo neverjetno, ampak preprosto smo si ženske različne. Ena ženska bo lahko imela 5 otrok, pa bo vse v redu, ena bo pa lahko imela enega, pa jo bo pač ta nespečnost in to lahko pahalna v izgorelost. In meni se je to pač zgodilo, ampak ker sem jaz takrat potem šla na teste in je bilo vse okej, na kar mi se ni pokazalo nič, so mi v bistvu potem vsi začeli vsiljevati
dobiti to diagnozo depresija. Ne. In meni je bilo grozno in potem sem takrat v bistvu kljub temu, da sem že bila povsem sesuta in sem takrat že zbolela za hudo boleznijo, sindrom kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom. Sem jaz še vedno pretiravala in potem sva enkrat z možem šla na en rojstni dan. Vsi so me v bistvu tako so mi prigovarjali, pa pej, da sem bila potem že na koncu čez zmedena in sem rekla, ok, mogoče moram to stanje samo premagati in sem šla in naslednji dan v bistvu sem komaj še oči odprla. Kaj te ljudi sploh niso verjeli, da nisem imela depresije, ali kaj? Ali kaj vem, da si se mogla kaj dokazovati? Ja, nisem partnerju, ali kaj? Tako, ne, partnerju pa ne. Nikoli. Partnerju pa nikoli, on je pa mene res slišal. Samo on je bil 24 ur na dan z menoj in on je videl, kaj se z mano dogaja in on je vedel, da jaz nisem depresivna, da nimam poporodne depresije. On je to čutil z mano, ne. Vsi ostali v bistvu, tako da sem potem mogla tudi, niti ni bilo treba prav veliko se ograditi od ljudi, ker so se kar nekako sami odmaknila, ne. Zelo veliko se jih je odmaknilo, ker se niso strinjali v bistvu z mano in z njim, da midva So te ljudi razočarali? Ja in ne. Te družina razočarala? Ja in ne, zaradi tega, ker življenje se ni ustavilo zame, a ne? In življenje ni zdaj imelo svoj čas za vse ljudi okrog, ki bi pa zdaj z mano v bistvu čakali, kaj se bo z mano zgodilo in tako naprej. In v bistvu, ljudje imajo svoje probleme, a ne? In živijo svoje življenja in nimajo vsi lahkih izzivov življenjskih in zaradi tega pač ne zamerim, a ne, nikomur. Ampak po drugi strani pa sej napišem v knjigi, a ne, po drugi strani pa mislim, kakšni pa smo ljudje, če ne znamo ostati ob strani takrat človeku, ko se pač vse sesuje, a ne, ko ti življenje na pladnju ne postreže čokoladnih sveže pečenih rogljičkov, ampak skisano realnost, a ne. A tvoj sin se zaveda, kdo je njegova mami? Kako si s tem? Moj sinko že malo razume, zdaj so bile ponovitve, moj dragi zmor, poleti. In je on gledal, oče, mamček je na televiziji, tako je bil hecen. Pa je potem tako, danes bomo pa kokice, zvečer je mimček, mamček. A ne, tako, naprimer, pa smo si pa res kokice spekali, da smo gledali, ne. To je bilo zanimivo, a ne. Počas, jaz mislim, ima pa on to zavedanje v bistvu o meni kot o neki vedri osebi, a ne. In to pač tudi, on je res, veš kaj, on je otrok srečnih staršev. In to je ogromno. Midva z možem res imava tak pristen odnos, tako se spoštujeva in razumeva in se imava tako noro rada in on to vidi, veš, in ta ljubezen se prenaša nanj in smo res tako taka srečna. Jaz sem tudi bral, da ste tudi vi, naprimer, s tvojo družino, s tvojimi starši, ste imeli zmeraj zelo odprt odnos, posebej tvoj oče, ste prav razumeli, je zelo razumel vse. Eno vprašanje, kako pa ti razmišljaš, da boš povedala svojemu otroku začetki tvoje kariere v fotografiranjih? Si karkoli razmišljala, kako boš začela to debato? Ne, nikoli, ampak mislim, seveda bo enkrat prišlo tudi do tega. Ampak je to med mladimi že tako sprejeto, že nekaj tako normalnega, ker ima vsaka tretja že ta OnlyFans, to ne boš imela nobenih problemov, ker če kaj naši mladi razumejo, je vse. Ok, v redu, nekaj novega sem zdaj zvedela, vidiš. Ja, se boš videla. Ok. Nina je napisala knjigo, ki je nastajala je leto pa pol. Kakšen žanr je ta? Ja, veš, povej več o tej knjigi. Jaz sem v bistvu tako, žanrsko sama sem jo kar opredelila skoraj kot ljubezenski roman, ne? Ampak potem je pa ena krasna lektorica, Nataša, taka Šarf, je rekla, veš, kaj, pa ne bi to žanrsko tako opredelila, ne? To je res ena taka tvoja osebna zmaga in je vse prej kot žanrski roman, je tudi znanstvena študija in v bistvu je res, ne? Ampak jaz še vsem, a veš, šele potem, ko je urednik tudi imel to knjigo v roki, je rekel, Nina, to ni knjiga o bolezni, to je knjiga o ljubezni. In potem sem jaz to, ko sem šla večkrat čez, sem v bistvu res začutila tudi sebe noter, tako kot da ves čas pišemo o ljubezni, o materinski. Govori o tebi. Govori o meni, brutalno iskrena sem v tej knjigi, v bistvu gre za 5 let življenja z boleznijo, najin odnos z možem, začnem jo pa s porodom, tako da v bistvu opisujem vse to od vsega lepega, kar se mi je zgodilo, ko sem končno spoznala ljubezen svojega življenja,
po kateri sem tako hrepenela, ker jaz sem si blazno želela v bistvu partnerja, tako vedno rečem, da bi lahko z njim zjutraj pila kavo, ne, da imava neke te obrede. Pravi nek zgodba. Ja, okay. V bistvu tako, ne. In potem pa še ta znanstveno-raziskovalni del, ki pa pove povzročitelje sindroma kronične utrujenosti z mialgičnim encefalitisom in v bistvu kako lahko ozdravimo, kakšni so vzroki in tako. Ampak ta znanstveni del je kratek, nisem hotela preveč utrujati. Sicer je pa to zgodba o meni in tako kot pravim, ne, res je brutalno iskreno, tudi tiste momente grozljive, ko sem jih imela, ker jaz sem tudi imela momente, v bistvu, ko sem si zaželela, da me ne bi več bilo na tem svetu. Vse to opisujem. Poveš, kaj ti je pomagalo, da si ven iz tega prišla? Ja. Tako da v bistvu ena taka zelo zanimiva kombinacija znanstvene študije in osebno izpovednega romana. Veš, takrat, ko sem bila jaz, ko sem imela najtemnejše trenutke svojega dosedanjega življenja, ko sem si res želela, da me ne bi bilo več, takrat je pa moja duša se izražala tako, da sem začela risati. In jaz sem se takrat oklepala zadnje bilke življenja v meni in sem risala neke take ilustracije, duše sem risala. In te duše v bistvu je zdaj oblikovalka Blažka Bučar spremenila v kazalnike in zraven vsake knjige je darilo v bistvu s to mojo ilustracijo. Res? Ja, tako da so zelo lepi, tudi na spletni strani so objavljeni, tako da vabljeni vsi. Jaz lahko samo rečem, da z velikim spoštovanjem, navdušenjem in s ponižnostjo do vsakega človeka, ki bo to knjigo prebral, jo pospremljam v ta svet. Res bom počaščena za vsakega, ki jo bo vzel v roke. No. Tako, res, to je, se že ful veselim. Veš, to je ena taka, to je pa res nekaj tazga, nekaj tako velikega. Nisem si mislila, da bom kdaj v življenju napisala knjigo. Zelo sem se potrudila, tako da je pač tudi jezik na nivoju. Imam en tak svoj slog. Jaz upam, da bo bralcem všeč. Zdaj še pisateljica, po ta novem. Evo, po ta novem. Zdaj po ta novem še pisateljica. Kaj pa zdaj, kaj prihaja? Kaj si želiš? A veš, kaj si želim? Tudi tako, recimo, ko sem bila bolna, pa sem razmišljala, da sem se v bistvu z glasbo ukvarjala precej premalo, glede na to, kako zelo jo obožujem. Tako da v bistvu jaz mislim, da bom še ustvarjala, da bo glasba še kar velik del. Manifestiramo glasbo? Manifestiramo glasbo. Razmišljam celo, da bi se prijavila na emo. Ampak čakaj, jaz, ki se boš prijavila na emo, jaz hočem, da greš tudi all out. Ne, tako, jaz kakšno gavna, ja, tako se predstavljam z enim dobrim komadom. Dajva to manifestirati, ne veva še kdaj. Manifestirava, nič ne bova začinksala, nič ne bova, zdaj v bistvu najprej v ospredju knjiga, zdaj bom tudi pač po Sloveniji posod predstavljala to knjigo, tako da to je zdaj moja prva stvar. A bomo kdaj Nino videli še na televizijskih ekranih? Ja. Kot voditeljica? Ja, absolutno. Je še kaj že kaj veš, pa ne smeš povedati? Ne še, ampak jaz... Si pa odprta za to? Sem pa odprta za to, ja. Tudi televizija je pač moja velika ljubezen. Jaz res upam, res ne ste preveč greb televizijske hiše, ampak eden pa po eden. Jaz sem samo vesel, da si nazaj, vzhranite svojo karizmo, ker potem te imamo radi. In hvala ti še enkrat, da si se odzvala na moj povabilo za intervju. Jaz upam, da ti je bilo fajn. Z največjim veseljem. Jaz sem tako uživala s teboj, povedala sem stvari, ki jih še nikoli nisem. Tako krasen si, tudi ti ostani tako, kot si. Jaz ti želim veliko uspehov. Smo še veliko Veliko smo še. Najlepša hvala za povabilo. Kakšen dober mlad vibe sem danes bila. Sem se kar pomladila. Ful dober. In smo prišli do konca še enega intervjuja, še enega dolgega jezika. Na tej točki bi se rad še enkrat zahvalil Nini Vsenar, ki se je odzvala na moje povabilo na intervju. Vibe je bil neverjeten, res toliko sem hvaležen za to priložnost in jo bom za zmeri shranil tukaj presep noter in to mi nobeden ne more vzeti. Tako da, če ti je bil tale intervju všeč, ga ne pozabiti lajkati, ne pozabiti prečekirati tudi mojega Instagrama in mogoče spodaj komentirati, kdo naj bo moj naslednji gost. Tako da, to je to in se vidimo naslednjič. Čau, čau. Zdaj pa. Ful imava dobro kavo. A ne, dobro, malo je že mrzla, ampak okej. Neč ga mrzla, ne da je za lepoto mrzla kava, evo. A res? No, ste pa videli, neš mrzle kave ne pijem. Joj, ne, daj nehi.